Kar žive. Žive. Pogovarjava se o pravilnem združevanju, kombiniranju živil. Prišla sva do tretjega principa. Kako se ta glasi? Ja, se pravi, pri tretjem principu govorimo o beljakovinah. Pomembno je, da v istem obroku ne združujemo več različnih beljakovin. Kaj to pomeni, da je pojasniti? Se pravi, če bi v istem obroku recimo združevala meso pa sir, recimo, to bi bilo že breme za naše prebavila, kajti kljub temu, da beljakovine zahtevajo kislo prebavno okolje, imajo različne vrste beljakovin nekoliko specifične potrebe. In zaradi tega, če bi pač različne beljakovine med sabo mešali, lahko pride tudi do različnih prebavnih težav oziroma teže v želodcu, spahovanje in tako naprej. Se pravi, en tak primer je meso s sirom, recimo, to včasih popečemo, kakšen zrezek pa prelijemo, recimo, kaj se je sirovo omako, pa ga naredimo s sirom. Potem nekateri radi pečejo jajce s sirom, to je tudi ena taka kombinacija. Se pravi, te kombinacije niso najbolj idealne in lahko naredijo kar težo v želodcu in bi se jim bilo fino izogibati. Po drugi strani pa recimo, če jemo v istem obroku različne beljakovine iste vrste, to pa gre. Primer, če gremo na piknik, pa pojemo, kaj so jim ražniče, ki so porani, pa mogoče kakšen svinjski kotlet, to pa gre skupaj, ali pa različne vrste rib, ali pa različne vrste sira, se pravi, samo ne različne beljakovine med sabo. Hvala, Kara.